poznamo 3 vrste takih basic, osnovnih oblike kvadratne funkcije. Zakaj jih uporabljamo? Predvsem zato, ker včasih pač pri kvadratni funkciji potrebujemo ekstrem, se pravi teme, da vemo, kdaj je najvišje oziroma kdaj najnižje, ko računamo. Včasih nas zanimajo ničle, ne. Včasih pa si želimo najbolj osnovno obliko, pa si že potem ven izračunamo teme pa kvadratne funkcije, ne. Sploh kadar teme pa kvadratne funkcije niso lepe oblike, je najlepša še kar ta klasična. Se pravi, nekako razdelimo oblike kvadratne funkcije na 3 take, razdelimo kvadratno funkcijo na 3 take oblike, ki jih bomo uporabljali, ne. Zdaj prva oblika je splošna. To jo že poznate. Bom jaz zdaj tole malo razširila ta zapis. Pa bomo kako rekli o vsaki izmed teh oblik. Tako, ne. In sicer prva je splošna. Splošna oblika je taka, vse lahko zapišemo, izgleda kolikor toliko enostavno, nima nobenih oklepajev in ničesar, a ne. Se pravi, prvo si lahko napišete oblike kvadratne funkcije, in sicer splošna. To že v bistvu poznamo, znamo narisati graf, vse nam je jasno, ne. Druga oblika, si lahko napišete, je temenska. Zdaj, kot vidite, se v tejle enačbi f od x je a krat oklepaj x minus p zaklepaj na kvadrat plus q, skrivata noter poleg a-ja, ne, ki smo ga že vajeni, tudi p in q. In to sta tista naša dva stara znanca iz temena. Zdaj, če imamo kvadratno funkcijo napisano v taki obliki, to bi izgledalo takole, ne. Recimo, primer tega bi bilo f od x je 3 krat oklepaj x minus 4 zaklepaj na kvadrat plus 8. Zdaj, na prvi pogled, če bi mogli kaj izračunati, karkoli, ne, bi nas pač prijelo, da bi tale oklepaj odpravili in vse skupaj to poenostavili in bi dobili tole obliko, ne. Ampak po drugi strani pa iz te funkcije lahko dobimo kar takoj, koliko je p, in pa kar takoj, koliko je q. Tukaj zdaj v enačbi piše minus p, tu pa minus 4. Se pravi, da bo v našem primeru p 4. Minus je še v formuli in pa je 4. Q je pa plus q, ne, plus 8, se pravi, q je 8. In takoj smo dobili iz te oblike ven teme. Se pravi, če bi nas zdaj recimo zanimalo samo, koliko je najvišja vrednost, ki jo doseže ta parabola, bi rekli, ja, ni problema, to je najvišja vrednost v x je 4 doseže in to je 8 funkcija, ne. In temenska oblika v bistvu se uporablja predvsem takrat, kadar je teme tista glavna zadeva, ki nas zanima, oziroma če imamo podano teme, lažje potem izračunamo obliko te funkcije. Tako, zdaj še imamo pa zadnjo oziroma tretjo obliko, razcepna oziroma rečemo ji tudi ničelna. To pa zato, ker nam takoj omogoči, da vidimo ničle. In čisto mimogrede, ne, a, b, c, potem p, q, x1 in x2 so pri kvadratni funkciji vedno iste označbe. A, b, c so tele v splošni obliki, p pa q sta teme, x1, x2 pa ničle, ne. Se pravi, razcepna oblika nam pa v bistvu takoj poda ničle. Primer tega bi bilo recimo f od x je, ne vem, 3 krat x minus 4, x plus 2. Zdaj, katere ničle so? Ja, x1 je 4, x2 pa minus 2. Vedno tako vzamemo, ne, da če za x vstavimo noter ničlo, potem je tale oklepaj, njegova vrednost nič. Se pravi, to bi bilo 4 minus 4 nič, ali pa minus 2 plus 2 je tudi nič. Vedno obratno vrednost, nasprotno, pardon, vrednost vzamemo za razcepne. Tako, se pravi, zdaj imamo kvadratno funkcijo, zapišemo jo lahko v večih oblikah. V splošni, temenski pa razcepni, odvisno od tega, kaj najbolj potrebujemo. Zdaj pa, da boste videli pa recimo, kako se
res to spreminja, ne, v tej kvadratni funkciji. Zdaj bomo pa pogledali z GeoGebro, ne. Če bi več jih spremenili p-jev pa q-jev, recimo, če se bo res teme premikalo tam, ko se more. Ali pa v razcepni, če se bojo res ničle premikale tam, ko se morajo, ne. Takole pa si poglejmo zdaj še tole našo GeoGebro, ne. Pa recimo poglejmo si zdaj funkcijo v temenski obliki. Se pravi ax minus p na kvadrat plus q. Zdaj, tukajle so tile naši, vidite, nastavljeni na enke. Zdaj pa recimo, če bi jaz rekla, kaj pa, najprej pokažemo, ne. Kaj pa, če bi dali p na nič, se pravi, da bo p nič, pa q nič. V takem primeru bi mogel teme funkcije narisane biti v nič, nič. Tako. Zdaj pa recimo, malo se poigrajmo, pa dajmo p na 3, pa q na 2. In res, če na desni strani pogledate, no, bomo zadeli dvojko, je res teme tule najnižja točka, in sicer v 2, 3. No, zdaj pa pomislimo takole, a bi znali mi tole funkcijo obrniti, da bi bilo navzdol obrnjeno. Kaj bi mogli narediti, da bi se funkcija obrnila navzdol? No, zdaj, če se spomnite, na začetku smo rekli, od tega funkcija je odvisna od tega, ali je obrnjena navzgor ali navzdol, kak je koeficient a. Oziroma vodilni člen te funkcije, ne, vodilni koeficient. Zdaj, v našem primeru je a 1. Če bi dali pa a na minus 1, je pa takole, evo ga. Teme je še vedno v 2 pa 3, zato ker p in q držita svojo vrednost, medtem ko funkcija se je pa obrnila, ne. Interesantno, moram reči, res. To se lahko malo poigrate, to je GeoGebra. Bomo mogoče še kdaj kako več rekli. No, to je bila zdaj temenska oblika, zdaj pa poskusimo še z ničelno obliko. Tule imam ničle in ničle so zdaj obe narejene na 1, 1, ne. Se pravi, da so tule na 1, 1. To ste imeli podoben primer za nalogo, ko je bilo vse v eni ničli. Zdaj pa dajmo recimo eno ničlo na 5, drugo pa na 1. Kje jo imamo? Ena je na 1, ena je na 5. Recimo lahko pa damo tole na, ne vem, na 3, pa imamo na 3, pa na 5. Se pravi, vse te, vidite, tukaj se te vrednosti spreminjajo in takoj dobimo, ne. Lahko recimo rečemo, katera kvadratna funkcija ima ničlo v 2, pa v recimo minus 2 in pa, da je obrnjena, ne. To pa se pravi, zdaj obrnemo a na minus 1. Takole, ne. Lepo. Ali pa dajmo recimo, da bo ničla 3. Se pravi, zdaj tale je naša oblika tule, ne, je ničelna in vidimo, a je minus 1 in medtem ničle so pa minus 3 pa plus 2. Te oblike bomo mi pač uporabljali tako, da bomo prehajali iz ene v drugo in pa da boste znali iz katerekoli oblike narisati graf. Druga mi ne bomo delali, niti ne boste rabili za test, tako da se lahko zdaj posvetimo še malo vajam.